Zdravo, Jure tukaj, Kinvital. Evo, tokrat sem z vami še v tretjem videu, kaj delati po operaciji oziroma zamenjavi kolčnega sklepa ali pa, če se pripravljate na operacijo. Velja enako. Torej, zdaj smo že pri 12. tednu. Torej, pri prvih 6 tednih ste odvrgli bergle, smo pokazali, katere vaje delati. Potem od 6. do 12. tedna ste že lahko začeli delati vaje z utežmi in pa vaje, kot so počepi, deadlifti in enonožne vaje. Zdaj, po 12. tednu naprej, so pa moji nasveti slednji. Namreč, od zdaj naprej je vaša glavna skrb ta, da izvajate redno vadbo moči. Predvsem poudarek tukaj je na redni vadbi moči. In redna vadba moči je različna od posameznika do posameznika, ker ste različno stari, različno dobro pripravljeni. Imate različne cilje, kaj želite zdaj s svojim kolkom početi v življenju. Če ste mlajši, pa da ste dobro pripravljeni, ali pa da želite veliko smučati, da želite veliko trenirati, da se želite veliko še gibati naprej, delati fizična opravila in tako naprej, potem vam vsekakor svetujem vadbo z utežmi, ki vključujejo razne potiske sani, odlična vaja za noge in kolke, razne dvige iz deadliftov ali počepov, ali pa tudi uporaba palic za dvigovanje, olimpijskih palic in tako naprej. Torej, to je pri vas nujno obvezno, če želite biti športno aktivni. Vsi tisti, ki ste pa že malce starejši, ali pa ki imate morda cilj, da ste prišli do tega z našimi prejšnjimi vajami in s terapevtsko vadbo pri nas, da ste prišli že do enega spodobnega nivoja, pa imate cilj zgolj to, da hodite, da lahko hodite simetrično, da lahko delate osnovna opravila, potem vam bo zadoščala osnovna terapevtska vadba pri nas in pa vaje v prejšnjih korakih. Tako da to morate vsekakor upoštevati, kakšni so vaši cilji. In kot zelo pomembno zadevo naj omenim še to, da pogosto si ljudje zamišljajo, da je gibljivost najbolj pomemben faktor pri treningu, ampak s temi vajami moči, ki sem jih prikazal, boste dobili gibljivost, kontrolo, stabilnost in moč hkrati. Tako da pri operacijah, kot je menjava kolka, je lahko forsiranje oziroma siljenje telesa v neko raztezanje, prisilno raztezanje in pa izvajanje raznih močnih razteznih vaj zelo neprimerno za vas. Tako da ne mislite, da je gibljivost ali pa da so vadbe, kjer se boste zelo veliko raztezali pa iskali fleksibilnost, da je za vas, ki imate zdaj zamenjan kolk, zelo nujna vrlina. Vi boste gibljivost vsekakor dobili, če boste redno izvajali vadbo moči na strokoven, profesionalen način, kot vam mi razložimo in pokažemo. Dobili boste vso potrebno funkcionalno gibljivost, tako da brez skrbi, fokusirajte se na moč, kajti po operaciji kolka je največji problem glih moč, kontrola, to, da vi kolk zdaj lahko stabilizirate, da ne prihaja do izpahov, ki so zelo pogosti po operacijah, da ne prihaja do novih padcev, da ne prihaja do novih menjal kolka tako hitro. Namreč, vi imate zdaj kolk lahko za dobrih 20 ali celo več let. Vkolikor ne izvajate dobre vadbe moči, bo kolk zadržal tudi umeten, bistveno manj. Tako da s tem dobite več kot 5 do 10 let dodatno pri kolku, ki ga že imate. Tako da vsekakor svetujem, da se upoštevate te nasvete, dobro premislite v njih, pogledajte si še vaje za nazaj, kakšni so koraki in redno izvajate vaje, tudi pri nas na terapevtski vadbi tukaj v Kinvital. Tako da se vidimo.